vi mislite, da je to grozljiva dolžnost ali pa vsekakor neprijetna dolžnost, jaz pa mislim, da je to plemenita dolžnost. Jaz mislim, da je to unikum v svetu in da nihče drug tega ne predpostavlja na ta način kot vi. In mislim, da je vedno nevarno, če si najbolj pameten in se ne oziraš na prakso iz tujine. Lepo pozdravljeni v bonus epizodi podcasta Tedenski safari. Danes odpiramo eno najtežjih, najbolj občutljivih tem. Vprašanje pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Referendum se bliža, družba je razdeljena na tabora za in proti, na obeh straneh pa seveda iskreni strahovi, dvomi in tudi upanja tistih, ki se s trpljenjem srečujejo od blizu. Prav zato smo danes v goste povabili dva človeka, ki sta aktivno vključena v dogajanje okoli referenduma in hkrati tudi oba zdravnika, čeprav imata glede zakona diametralno nasprotna stališča. Z nami je nekdanji minister za zdravje, sicer internist, tudi nekdanji strokovni direktor UKC Ljubljana in dolgoletni komentator zdravstvenih politik, sicer pa eden od glavnih soavtorjev zakona, profesor Dušan Keber. Pozdravljeni. Dober večer. In zdravnica, nevrologinja iz Nevrološke klinike UKC Ljubljana, raziskovalka, predavateljica na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na Nevrološki kliniki pa se ukvarja tudi s paliativno oskrbo na oddelku za bolezni živčenja. Z nami je dr. Gaja Maja Klarendič. Pozdravljeni. Večer. Oba sta torej zdravnika, oba sta ob koncu svojega šolanja na medicinski fakulteti izrekla Hipokratovo prisego, ki med drugim pravi tudi prisežem, da ne bom nikoli nikomur, tudi ko bi me prosil, zapisal smrtne droge ali ga z nasvetom napeljeval na takšno misel. Povejta oba, kaj za vaju v načelu kot zdravnika pomeni ta Hipokratova zaprisega? Ja. Vi ste dlje časa. Najprej rekel bi, da je Hipokratova prisega še vedno, čeprav je 2500 let stara, velikega simbolnega pomena. To je pravzaprav dokaz, da nek poklic, pomemben poklic, morda najpomembnejši poklic, a jaz ko mislim, je imel že 2500 let voljo in je izražil potrebo, da etično opredeli svoja načela. To je zaradi tega Hipokratovo prisego pravzaprav jaz spoštujem tudi danes. Druga stvar pa je njegova vsebina. Vsebina je stara, kolikor smo rekli, se je spreminjala pogosto, se je spreminjala vse do današnjih dni, do leta 2017, ko poznamo zadnjo ženevsko prisego, če jo tako imenujem, ki pa seveda že relativizira ta pojem. Pa dovolite, da rečem še nekaj. Jaz mislim, da tudi Hipokrat, če bi ga takrat vprašali, to res velja tudi za paciente, ki strahovito trpijo, preden umrejo, ali to misli tudi zanje, ne vem, kaj bi on v resnici izrekel. Ampak moram pa reči pošteno, v svojih prvih letih zdravnikovanja se je meni ravno to določilo, ki ste ga vi prebral, zdelo pravzaprav najbolj ključni stavek v tej prisegi. Bi se strinjali, dr. Klarendič? Jaz mislim, da bistvo Hipokratove prisege, ne glede na to, interpretiramo z očmi človeka izpred 2000 let ali pa zdaj je, da je zdravnik nekdo, ki se postavi nad vse ideologije in je na strani bolnika in se zanj tudi bori. In to se mi zdi ključno sporočilo Hipokratove prisege. Kar se tiče neškodovanja, je dejstvo, da mi zdravniki vemo, da zdravljenjem vedno povzročamo tudi neki škode. Mislim pa, ali pa da tisto bistvo, ki pa vedno mora biti, pa da je, da nikoli ne sme biti škoda ta glavni učinek, ki ga hočemo z nečim povzročiti. No. Tako da vedno probamo tehtati, povzročati manjše zlo in to je zame Hipokratova prisega. No, morda je ravno tukaj dobra iztočnica, povzročiti škodo. Ali je res povzročimo škodo, če pustimo pacienta, da trpi še nekaj dni, če ga postavimo v paliativno sedacijo, če ga odklopimo z ventilatorja, če mu odstavimo marsikaj, kar več dejansko ne potrebuje, ampak potem ga pa pustimo v tako imenovani naravni smrti, da pravzaprav dotrpi v nekaj dnevih, včasih tudi v nekaj tednih, ali je bolj humano, če mu pomagamo pri končanju življenja. In ravno tukaj se ta nova etika, ki jo seveda oznanjajo zdravniki v državah, kjer so sprejeli pomoč pri končanju življenja. Namreč ta etika, da je zdravnikova dolžnost ne borba za
življenje za vsako ceno, ali pa če rečem zelo grobo, preživetje organov človeka, ki ni več človek, ampak je borba za pacienta samega kot osebo, ki trpi in se mu pomaga. Ampak ni morda ravno ironija tega, da se zakoni o evtanaziji oziroma o asistiranem samomoru dogajajo ravno, oziroma debate ravno od časa, ko je medicina ravno razvila pripomočke, ki dokaj uspešno branijo oziroma lajšajo torej najhujše telesno trpljenje. Torej v času Hipokrata recimo tega ni bilo, ne? To se je pojavilo nekje v 19. stoletju in od takrat naprej oziroma potem od 20. in 21. ko se še napreduje, se pa resno pogovarjamo o aktivnem končanju življenja. Pravite, to je dobro vprašanje. Ne? Jaz kot mlad zdravnik sem padel v to obdobje, lahko bi rekel, začetku moderne medicine, z oživljanjem in z mnogimi postopki, ob katerih smo skoraj mislili, da lahko naredimo človeka nesmrtnega, če rahlo pretiravam. In mi smo res rešili kakšno življenje, ampak za danes, za nazaj lahko rečem, da smo mnogokrat pretiravali, da smo ohranjali življenje in povzročali trpljenje. In zakaj se je to zgodilo z moderno medicino? To je bilo vaše vprašanje. Ja, ravno zato. Ker danes kronične bolezni, ki so prej hitreje pripeljale do konca, danes lahko pacientom pomagamo dolgo časa, ampak seveda ne na ta način, da ne bi do konca padli v eno obdobje trpljenja. Samo nekaj bi rada opozorila, se pravičujem, ker se mi zdi, da se tudi v teh javnih razpravah res tokrat postavlja na dva pola. No. Jaz mislim, da če je kaj pomembnega odprla ta razprava o pomoči pri končevanju življenja, je prav ta naša tako imenovana terapevtska zagrizenost, ker mi zdravniki smo res, ko narediš medicinsko fakulteto, ti se želiš boriti za življenje. In ker mislim, da vsi po vrsti razmišljamo in tudi na vseh kongresih paliativne medicine to prihaja v odspredje, je točno isto, kar profesor Keber govori, samo mogoče z majčkim drugačnim prizvokom. Dejstvo je, da mi se moramo ustaviti. Smrt je del, v bistvu je, tako pravijo muslimani, imajo pregovor, da je smrt bolj gotova od rojstva. In dejstvo je, da pač mi moramo znati oceniti ne samo to, koliko bomo podaljšali življenje, ampak kakšno je pričakovanje, kaj bomo dobili s tem, da tega človeka, ne vem, zdaj uživljamo, ga damo na aparature, mu nedogled podaljšujemo življenje. In naloga sodobne medicine je, da zna pustiti smrti, da pride, in da to naredimo na tak način, da je to za bolnika čim bolj neboleče. Ni edini način, da to dosežemo, da povzročimo smrt z nekim aktivnim pristopom, evtanazijo, pomočjo pri končanju življenja in zagotavljam iz prakse, kakor jo imam, ne bom rekla, da je tako dolgoletna kot tudi profesor Kebra, da se res v večini primerov to da dosežiti brez aktivnega poseganja umiranja. Ja, ampak tudi jaz se s tem strinjam, absolutno. V večini primerov nikakor ne govorimo, da je konec možen samo s pomočjo pri končanju življenja. Ne pa omenem kot neke vrste samokritiko nas zdravnikov, vsaj v mojem času je bilo tako. Mi smo se borili za pacienta čisto do konca in potem, ko smo ob njem kot zdravniki obupali, ko smo res videli, da mu ni več pomoči, potem smo ga zapustili. Potem smo ga prepustili medicinskim sestram. Potem smo na vizitah hodili hitro mimo njega in ga prepuščali drugim. Tudi tukaj je dokaz, da se zdravniki nismo etično pripravili, da je naša dolžnost spremljanja pacienta do smrti. In ne samo do takrat, ko mu res lahko pomagamo živeti. Bi se strinjal, oziroma če vas vprašam drugače, gospa Klarendič, ste v svoji zdravniški praksi že doživeli, recimo, ko ste morali bolniku reči, ne morem vam več olajšati trpljenja. Kaj naredi zdravnik? V takem trenutku res hodite samo mimo? Zdaj, ne vem, v zadnjih 2 mesecih sem imela 2 ta primera, ko sem dobila res tako 2 gospe, ki sta dosegli starost, ena 98, ena pa 94 let. Prišli sta k meni, moram iskreno povedati, da niti pri eni, niti pri drugi ne vem točno, kaj se je z njima dogajalo. Ampak šli sta v en tak nepovraten proces, ki se je videl, da v bistvu edini način, da bi njuno telo lahko jaz ohranjala pri življenju, je bilo to, da jih dam na aparature, kar sem absolutno presodila, da je neprimerno, se pogovorila s svojci. Kar smo naredili, dali smo obima neko protibolečinsko zdravljenje, tako da sem videla glede na srčni utrip, glede na pač vitalne znake, da niste v bolečini. Sprejela sem jih na oddelek.
in pustila svojcem, da se od njih poslovijo. Obedvi sta zaspali in obakrat so svojci rekli, da bi želeli tudi oni odideti iz tega sveta. No. Meni se ni zdelo neko maltretiranje, mučenje, moram pa priznati, da vsekakor tudi tebe kot zdravnika mene presunajo zgodbe iz urgenc, da ljudje umirajo, ne vem, na hodnikih, presune me, na kakšne vse načine se to danes dogaja in si želim, da bomo kot družba postali bolj zreli in da si želim, da bi se ta umiranja dogajala drugače. Ne moram pa reči, da sem vedno stalno zraven, ampak nisem videla v nobenem primeru potrebe, ker so svojci želeli biti zraven, tega svojca ga držati za roko. Zdaj smo slišali izrazito osebno izkušnjo, zato profesor Keber v tem prvem sklopu vprašanj tudi za vas še eno bolj osebno vprašanje. Je kakšna izkušnja ali čisto vaša zasebna, morda pa seveda karierna, ki je spremenila vaš intimni pogled na smrt? Jaz bi rekel, da je šlo bolj za zaporedje raznih dogodkov. Najprej bom rekel, umik starejših zdravnikov, ki so nas mlade, nadebudne oživljalce na nek način rotili, naj se zaustavimo. To so bile moje prvi pomisleki. Potem sem doživljal neka trpljenja. Nek moj svojec, ki je čakal 4 ali 5 let na operacijo kolka in je imel strahovite bolečine in je naredil samomor, preden je dočakal operacijo. Potem pot, spominjam se, kot da bi bilo danes, poti z avtomobilom skozi neko vas na Notranjskem, en mesec sem slučajno hodil na obiske nekam drugam in vsakokrat sem slišal kričanje neke ženske in sem se pozanimal, zakaj se dogaja in so rekli, ja, tukaj imamo vaščanko, ki umira zaradi raka. Tako da, in tisto vprašanje, ki mi ga niste postavili, pa se rado postavlja, ali je vam kakšen pacient kdaj rekel, da si to želi, karkoli bi vam rekel, bi vam kot zagovornik zakona verjetno vzbudil dvom, ali je to res ali ni. Zato se do tega ne bom opredelil, ampak rekel bom pa nekaj drugega. Seveda se smo vsi vedeli, da je to prepovedano. Nam zdravnikom je prepovedana tudi danes še pomoč pri končanju življenja in pacienti so se tega tudi zavedali. Zdaj, če začnemo z družbenim vidikom zakona, o katerem se odloča v nedeljo, začnemo bolj v splošnem. Kaj je po vašem bistveno glavno dobro, ki ga prinaša zakon? To je seveda izziv za vas, gospod Keber, in kaj je po vašem glavno tveganje oziroma tista škoda, o kateri ste govorili, ki jo zakon povzroča, to pa za gospod Klerendič? Ne spet je začem? Kaj začnemo? Potem dajem njej priliki, da išče v mojih odgovorih drobne točkice, nekatere. Ste predlagatelj. Ja, ampak sprejemam, imamo korekten in mislim, da se bo pokazalo, da se midva v mnogo čem strinjava, ne pa nasprotujeva. No, poglejte, kaj bi rekel. Najprej bi rekel, da ni pravo mnenje, da menimo, da je ta zakon na nek način zdravniški zakon in da o njem bi morala odločati zdravniška etika. Zdravniška etika je poklicna etika, je ožja etika, medtem ko družba ustvarja svojo lastno družbeno etiko, seveda kako drugače kot preko svojih predstavnikov v parlamentu. In čeprav lahko kritiziramo svojo politiko, lahko kritiziramo svoje predstavnike v parlamentu, ampak ko se neka stvar znajde v parlamentu in je odobrena v parlamentu, lahko govorimo, da je vzpostavljena nov pogled na nek proces in to je nova družbena etika. In v tem kontekstu bi lahko rekel, seveda, kaj zakon prinaša? Zakon prinaša najprej pomoč neznosno trpečim ljudem, pomaga jim, da ohranjajo dostojanstvo do zadnjega trenutka, da se zavestno poštovijo od svojih svojcev, ampak prinaša korist tudi vsem drugim državljanom, ne samo tistim, ki bodo zakon morda nekoč uporabili, ali pa ga ne bodo. Prinaša, ali pa saj jaz ko čutim, pa marsikdo, s katerim se pogovarjam, prinaša to, da se zavedamo, da živimo v državi, ki nam bo mogoče pomagala, če bomo to potrebovali. In ta občutek tesnobe, ki ga čutimo, ali pa mislim, da ga večina čuti,
To ni tesnova, ker vemo, da bomo vsi umrli. To na nek način abstrahiramo in postavimo kot dejstvo, ampak bojimo se tednov in mesecev pred smrtjo. In tukaj je ta občutek, no saj v tem trenutku pa imam še nek izhod. In to mislim, da je velika korist. In še to, ta zakon nikogar ne sili v nič. Ne sili tiste, ki mu iz lastnih etičnih principov nasprotujejo. In tega ne bodo nikoli uporabili. In seveda ne prisiljuje zdravnikov, da pri tem procesu sodelujejo, če nočejo in če izrazijo ugovor vesti. Slišali smo nova družbena etika, ki nikogar v nič ne sili. Se strinjate s tem? Jaz v bistvu bi se prej še na nekaj navizala, no, ker je profesor Keber to svojo osebno zgodbo izpostavil, prijatelju, ki ga je neznosno bolenje potem naredil samomora. Ne. To je slučajno, ko sem pisala primere, dala glih ta primer. No. Meni se zdi, to, kar ste vi povedali, da država ne zapusti bolnika, meni se zdi pa točno s tem zakonom, kar je problem in kjer jaz sem osebno mogoče kot idealist, ampak 100% prepričana, da se bi jaz pa doktor Keber tukaj veliko slabš kregala, kakor se bova, ne? Če bi se v 7. člen zakona, kjer se govori o tem, kaj je za zdravnika obvezno, da se preverja, da gre za neznosno trpljenje, da so izčrpane druge možnosti, namesto da se bolniku to predstavi, da bi bilo zakonsko nujno, da se bolniku omogoči, da enako hitro, kot lahko dobi pomoč pri samomoru, dobi tudi kakršnokoli drugo obliko lajšanja neznosnega trpljenja. Mogoče vaš prijatelj ne bi rabil narediti samomora, če bi mu zamenjali kolk v 3 tednih. Meni se zdi nedopustno, da neznosno trpljenje ostane neznosno trpljenje v vseh drugih oblikah, kakor v tem primeru, da je to edini izhod, ki ga bomo s tem zakonom dobili uzakonjenega. 2 leti nazaj je bil zavrnjen predlog zakona o paliativni oskrbi, ki je bil tudi nestrokovno napisan, in tudi tukaj je šlo za nek političen zakon, ampak gre za to, da mi smo brez zakona, ki bi prisilu zdravnike, če rečem po domače, da lajšajo na kakršenkoli drug način trpljenje, kakor ga bodo zdaj pa. To v bistvu edina dolžnost zakonska zdravnika lajšanja trpljenja bo samo s pomočjo pri samomoru. To se meni zdi nedopustno. Sam še nekaj povem, se pravičujem, pa vam dam pa nazaj. Ne, Druga stvar, ki ste jo omenili, glede tega, da nikogar ne sili. Tukaj imam jaz en ogromen pomislek in se tako iskreno toliko sprašujem in tudi naslavljam na vas vprašanje, zakaj ste naredili zakon, ki v resnici sil bolnike zdravnike v to, da to počnejo. Gre za to, da v tujini imamo 10 držav, kolikor jih je na svetu, nobena, praktično razen Španija, pa mislim, da Kanada, nimata narejeno, da zdravnik rab uporabljati ugovor vesti. To, da jaz kot zdravnik rabam uporabljati ugovor vesti, je dokaz, da to zame je prisila. Švica, ki se meni zdi taka primer dobre prakse v tujini, tam zdravnik nikoli ne uporablja ugovora vesti, ker je v resnici to svoboščina bolnikov, ne pa dolžnost zdravnika. In jaz mislim, da mi zdravniki moramo delati in sodelovati zato, da je bolnikom čim lažje. In tudi mislim, da mladi zdravniki, ki smo vstopili v neko ero, kjer mi nismo več smatrani kot bogovi. Jaz odkadar sem prišla na fakulteto, poslušam samo o v bistvu grozotah v zdravstvu, o nas, ki smo taki in drugačni in se kdaj tako, ne vem, hočem javno upravičiti vsem, ki imajo negativno izkušnjo z nami in z našim zdravstvenim sistemom, ampak hkrati pa se mi zdi fair povedati, da mi moramo sodelovati in bolniki in mi se ne smemo postavljati na nasprotne bregove in da obstajajo prakse, ki nas res manj razdvajajo, kakor je ta, ki ste jo dali vi v tem zakonu. Gospod Keber, prej vam dam repliko, me še to zanima. Mar ni sporočilo, ki ga dajete ravno s tem zakonom, ker pravzaprav država poskrbi zgolj za to, da se človek lahko samo usmrti, ker pač vse ostalo v tej državi ne funkcionira? Najprej se moram vnaprej izogniti tega spolskega področja, da bi rekli, ja, ta zakon imamo zato, ker nečesa drugega ne moremo nuditi. Da je to substitucija za to, kar bi pacient moral dobiti, pa ne dobi. To je prva stvar, ki jo moram povedati. Druga stvar, ki je pomembna, je, da ni vsako trpljenje možno odpraviti z neko intervencijo, naprimer medicinsko. Ni tega, zlasti ne na področju psihičnega trpljenja, na osnovi percepcije osebnega dostojanstva in vsega doživljanja, ki ga človek, ki trpi,
doživlja pred smrtjo. To pomeni, ni vsaka stvar jo možno odpraviti. In tretja stvar, jasno je, da je paliativna medicina, paliativna oskrba za kakšnih 95% teh trpečih bolnikov možen in pravi odgovor. In da tudi v državah, kjer imajo dobro razvito paliativo, ampak pustimo to, raje rečemo obratno, tudi pacienti, ki so v teh državah v paliativni oskrbi, to pomeni, dobivajo paliativno oskrbo, naprimer na Nizozemskem, pa v Kanadi, 5% med njimi kljub vsemu zaprosi za pomoč pri končanju življenja. Kljub temu, da so v paliativi. Ampak zdaj treba pa reči tole, to vprašanje kolegice. Zakaj niste dali tega v zakon? Zaradi tega, ker živimo v vsakem trenutku v družbi, ki daje, kar daje. Natanko to, natanko toliko denarja imamo, natanko toliko je medicina razvita. Živimo v družbi, kjer je 150,000 pacientov pokrivnih zdravnikov brez družinskega zdravnika. 16,000 otrok brez družinskega zdravnika. Vprašam, kako pokrivdi zdravnika? Kako pokrivdi zdravnika? Zaradi tega, ker so si izborili najnižje možne normative kadrovske v Evropi. Mnogo nižje kot v prvi državi, naslednji, ki ima nizek normativ. Mi imamo najnižji normativ v Evropi in s tem normativom smo tako izločili 500,000 ljudi od možnosti do zdravnika. To so dosegli zdravniški sindikat Fides. No, ampak to nisem povedal kot očitek. Živimo torej v državi, kjer se odločajo milijarde za novo orožje, za marsikaj in v tem trenutku imamo paliativo takšno, kakršno imamo. Mimogrede, v vseh državah se je izkazalo, da je vzpostavitev zakona o pomoči pri končanju življenja pospešila in ne zavrla paliativno oskrbo. To se dogaja tudi pri nas. Najbrž boste priznali, da nikoli še nismo imeli toliko razprave o paliativni skrbi. Sem vam že. Kako? To sem vam že. No, pa drži, imate te izkušnje, da je res porast paliativne oskrbe? Kot imamo, ampak pogledajte, na koncu pa moram seveda z žalostjo reči, ali pa ne, ampak tisti pacient, ki trpi in ki bo umrl v prihodnjih tednih ali mesecih, ne more čakati na rešitve. In mi smo prisiljeni reči, kaj danes s temi pacienti, oziroma če mislimo res, mladi ste in ste seveda mnogo bolj, da rečem, utopični v pozitivnem pomenu besede, kot pa jaz, ker sem že marsikaj doživel. Ampak tudi če verjamemo, da bomo imeli nekoč idealno zdravstvo, in jaz sem vedno bolj zaskrbljen, da se nam vedno bolj slabše stanje. Ampak če bomo imeli idealnega, bo to čez 20 let, bo to čez 50 let. Vmes moramo odgovoriti na vprašanje, kaj je s trpečimi bolniki. Jaz mislim, da idealnega zdravstva jaz nikakor ne zahtevam. Tudi večina naš zdravnikov ne. Se pa enostavno etično ne moramo strinjati za situacijo, ki se ustvarja s trenutnim zakonom, da je to v resnici, tako kot ste sam rekel, edino, kar lahko določenim bolnikom ponudimo. Ker bi jaz želela reči, mi ne zahtevamo, da vi zdaj nemogočega, da se zdaj pač s tem, ko vi dodate to v zakon, zgubijo milijoni, ampak zakon mora predvidevati neko skoraj idealno, a še vedno možno stanje. In jaz mislim, da s tem, ko se to noter skupi v zakoni in dostop do paliativne oskrbe in do ostalih možnosti lajšanja bolečin, s tem mi ne gledamo v prihodnost v neko nedorečeno, idealistično... Zakon ima to. Tega v zakonu ni, ne? Ni v zakonu. Tega v zakonu ni. V zakonu je zakon, zdravnik seznani pacienta z možnostmi, ki so na voljo. Ki pa niso na razpolago za res. Ampak ne, enakovredno mora biti dostop do pomoči pri samomoru ali pa do drugih oblik lajšanja trpljenja. Ja, ampak če ni paliativne medicine. Ja, pa se bo uredila, če zakonsko... Ne, sem potem iz pleč zdravnika plade na v bistvu pleča ministrstva pa drugih, ki morajo zagotoviti, da se to enakovredno izvaja. Pridemo do te točke še malo kasneje. Jaz se z vami strinjam, ampak če se to ne zgodi, če imamo ta hip en sam hospic v državi in prav gotovo ne po želji tega zakona, in potem, ko pacientu povemo, ne samo, mi mu povemo vse možnosti, no vse zadnji zves. Sam kdo, če ne, mi bomo spremenili s tem, da špikamo, da se bo kaj spremenili. A s tem, da rečemo, to je to, kar rabimo. Ampak bi vas vprašal nekaj drugega. Ampak zakon ne more navijati za nove ukrepe, ki jih bo
To so obstoječi ukrepi, ki dobijo enako vrednost, kot jo dobi pomoč pri končevanju življenja. To pa je, kot sem rekel, mi menimo, da bi morala večina pacientov, in tudi zakon na ta način napisan, da bi morala večina pacientov dobiti najprej pomoč, če jo seveda sprejema v obliki paliativne oskrbe. To se strinjam, jaz nikogar ne mislim tem silta. Mi ne trdimo, da je to out, da je to ali, ampak da je to in. In enakovredno zakonsko določeno. Ne moramo imeti zdaj tukaj pravice do končevanja življenja brez pravice do paliativne oskrbe. No, pa gospod Keber, če pogledamo po zakonu, 3 dni do psihiatra, ki bo ocenil, ali se je pacient zmožen samo usmrtiti. Če bi pa želel pacient recimo danes psihiatrično prvo obravnavo zaradi, v narekovaju, reševanja problemov, da bi lahko živel naprej, bo čakal 78-79 dni približno recimo v UKC Ljubljana. Se pravi, ta trenutek mi zagotavljamo, zagotovo po tem zakonu, se nalaga celotnemu sistemu, da zagotovo v približno 3 tednih do 1 meseca največ pride do samousmrtitve pacienta, ki to želi. Pacient, ki bi pa potreboval alternativne opcije, kot je paliativna oskrba, pa tega enakovredno je lahko informiran seveda o tem, kaj bo, ampak tega nima enakovredno na razpolago. Torej, kako se lahko pacient odloča v smislu informirano, če mu damo informacijo, z samomorom ti bomo rešili tvoje težave v 3 tednih, sicer boš pa morda čakal leta. Najprej mi mu ne damo informacije, mi mu ne ponujamo samomora. Zakon izrecno pravi, da zdravnik ne sme odpirati razprave o pomoči pri končanju življenja. Zakon pravi, da je pacient tisti, ki sproži to razpravo in takrat mu zdravnik najprej seveda vse to razloži in da lahko preberemo, kaj vse mu more povedati in potem mu še zmeri da rok do 14 dni, ko se mora pacient še enkrat potrditi svojo odločitev. To je prva stvar. Druga stvar, pogledajte, najprej, če samo malo veste, o čem se ukvarjam, veste, da sem jaz zelo velik borec za to, da bi ne imeli takih čakalnih dob, da bi imeli vsi pacienti zdravnika, da bi javni zdravstveni sistem deloval, ampak hkrati pa realno ugotavljam, kakšno je stanje. In verjemite mi, da tisti pacienti, ki se odločajo za pomoč pri končanju življenja, so praviloma više izobraženi, bolje situirani, bolje razumejo svoj položaj in se bolj, če smem, pri čemer ne želim podcenjevati vseh ostalih, ampak preprosto razumsko zaključijo, da to življenje ni vredno njihovega življenja. In tako je tudi v drugih državah in tako bo verjetno tudi pri nas. Izkušnja iz Kanade kaže ravno, da se ponuja ljudem, da ne končajo življenje, ker pač recimo nimajo možnosti dobiti tistih dragih oskrb, ki bi pač... Imate take primere? Paraolimpika iz Kanade so ji ponudili MAID, torej Medical Assistant in Dying, ker je čakala na dvigalo, da bi lahko normalno recimo vstopila v svoje stanovanje in tako dalje. Če začenjamo debate o posameznih pacientih, lahko pridemo tudi do zelo absurdnih primerov, kaj se dogodi s kom, ampak praktično, mislim, ni nobenega dokazanega primera, kjer bi z zakonskim procesom odkrili napako pri nudenju pomoči pri končanju življenja, ob tem, da je bilo izvršenih okrog 300,000 takih pomoči v teh državah, ki to izražajo. To pomeni, te kritike bazirajo pogosto na socialnih omrežjih, na rumenem tisku in na seveda, mogoče bomo odprli danes kakšne ta pretiravanja, ampak a res verjamemo, da države, ki so pravno in etično mnogo više stoječe kot pa Slovenija, Nizozemska, Belgija, Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, a res mislite, da v teh državah ljudi pobijajo zato, da bi prihranili pri pokojninah, da bi prihranili pri zdravstvenih reformah ali pa da bi... Mislim, tukaj gre dejansko za individualne primere in kakšen individualni primer, naprimer 20-letnika, ki ga potem naši mediji s pomočjo svetovnih medijev razglasijo kot nek ekstremen primer nečlovečnosti, tak primer bi morali mi prepoznati. Kakšno je trpljenje te mlade osebe, ki so jo odobrili pomoč pri končanju življenja? Jaz se takrat z dr. Kebrom tukaj strinjam. Jaz mislim, da kar je on želel poudariti, je nekaj, kar ena odlična knjiga, ki jo sem priporočam, ki se reče Neoliberalizem starosti. In tam se poudarja, da to starostniki niso homogena, enotna skupina, ampak imamo izjemno krhke, socialno ranljive starostnike in imamo
ta pravo, tako da reče se siva moč. To so ljudje, ki so zelo vitalni, avtonomni, se odločajo in jaz iskreno verjamem, da ti ljudje so tisti, ki si tudi tak zakon želijo, ker živijo nek način življenja in je to za njih dejansko avtonomna odločitev, kako bi jo želel končati. Kar jaz kot zdravnica vidim kot nevarnost v naši družbi pa je, da imamo te krhke starostnike in točno oni so tisti, ki so v resnici lahko postanejo najbolj ranljivi. Pa jaz ne rečem, da se zato ne sme neke pomoči pri končevanju življenja dati, ampak ti starostniki morate vedeti, jaz imam točno take primere, doživijo možgansko kap, so stari, ne vem, 80-75 let, njihova penzija je 800 evrov, po ta dobrom, lahko še manj, oskrba v domu za ostarele je 1800 evrov in pridejo do tega, da mora družina prodati družinsko hišo, ker drugače ne bojo mogli plačevati te domske oskrbe. Jaz kot zdravnik tukaj ne morem preveriti, kako se on avtonomno odločil. On pač tega nobena študija ne more preveriti in kar jaz želim reči, da tem avtonomnim starostnikom, ki so pač izjemno modri, tudi vodilne položaje imajo v družbi, da njim odvzamem glas, ampak moramo se zavedati, da ne smejo ostati brez glasu te ljudje, ki so pač na drugi strani. Zdaj se kar nekaj minut vrtela razprava okrog ene zadeve, ki je tudi moj recimo osebni nek dvom okoli tega zakona. Moj vtis, spremljam situacijo kot novinar zadnje 10 let in pol, precej natančno, da je slovensko zdravstvo ta hip preobremenjeno. Ljudje čakajo, manjka zdravnikov, paliativa, kot sta oba se strinjala, je šipka. Kako naj bi v bistvu v teh pogojih ta sistem zdržal še tako zahtevno spremembo, ki s sabo prinaša ta etično-moralna težka vprašanja? Bo to res šlo v praksi? Mislite, da zaradi nekake časovne obremenitve ali... Preprosto kot stresni test slovenskega zdravstva, ki prihaja v skrajno ponesrečenem času, ko že tako marsikaj ne deluje v sistemu. No, jaz mislim, da jaz v tem ne vidim. Jasno, da moram predvideti, da bo za marsikoga pomenil stres, zlasti za tisti del zdravnikov, ki dejansko ne pod pritiskom okolice zdravniških združenj, vrhuške zdravniške zbornice, ampak ker so osebno prepričani, da je zanje življenje nedotakljivo v absolutnem smislu. Za take zdravnike bo to predstavljalo stres in take zdravniki bojo skoraj zanesljivo ugovarjali z ugovorom vesti. Ampak, kot sem ravno rekel poprej, razvija se etika, dovolite, da to povem kar v svojem imenu, da ne bom govoril o abstraktnih zdravnikih, razvija se etika, ki to pomoč pri končanju življenja razume kot eno od najvišjih ali pa najvišjih zadolžitev zdravnika, spremljati pacienta do konca, do smrti. In še enkrat rečem, jaz ne podcenjujem možnosti, pa kljub vsemu je ne dajem velike teže, čeprav vem, kaj pomeni socialna stiska in kakšne pritiskanje na ljudi vse ustvarja. Ampak ne verjamem in tudi analize, to pa so resne analize, ki skušajo odkriti, ali socialni položaj ali pa druge vrste podrejenosti, družbene odrinjenosti vpliva na odločitev pacienta za pomoč pri končanju življenja in takih dokazov ni bilo. Hočem torej reči, da pri odločanju o smrti odloča, in to se je vedno pokazalo, neka študija, zdaj, mogoče bom malo pretiraval, v 7 državah preko 100,000 teh pacientov, ki so naredili samomor s pomočjo, so jih analizirali, kaj je glavni vzrok za njihovo odločitev. Glavni vzrok za njihovo odločitev je težka bolezen in trpljenje. In ni nobenega podatka zaradi revščine, zaradi tega, ker ne morem preživeti, zaradi tega, ker me svojci silijo ali pa ker hočem razbrati. 60% jih poroča teh, ki grejo v evtanazijo, da grejo zaradi osamljenosti in 49% zaradi tega, ker so prenehali imeti možnost upravljati neke aktivnosti, ki so jim v veselje. Torej, ne zaradi, bom rekel, to neznosno trpljenje je nekje v enomestnih procentih. No, torej, zdaj, vi naštevate morda neko drugo študijo, ampak jaz sem vam naštel relevantno študijo na ogromnem številu primerov iz velikih držav. Gospa Klarenič. Dve stvari sta. Jaz mislim, da izguba avtonomije je res v več študijah navedena kot prvi razlog, zakaj se nekdo odloči tako v 60%.
Bi pa rada poudarila, prej je profesor Keber omenil, da se paliativna oskrba v bistvu dobro razvija potem, ko se uvedejo ti zakoni. V bistvu imam kritiko, no, to se res zgodi v večini držav, ki imajo v času, ko se zakon uvaja, izjemno visok indeks te kakovosti ob končevanju umiranju, no, v bistvu ob končevanju življenja. Problem pa je, in to v bistvu naslavlja več študij tudi, da se pa to ne zgodi in ta razvoj paliative ne poteka dobro, ampak precej slabo v državah, kjer je stanje kvalitete ob končevanju življenja slabo ob uvedbi zakona. Jaz moram povedati, da v Sloveniji smo precej slabi, na 20. mestu od 40 držav po večini študij, in ob tem je tudi vredno poudariti, da v Španiji se je dostop do paliativne oskrbe slabšal po tem, ko so uvedli evtanazijo, in tudi v Avstraliji opozarjajo, da so določeni dejavniki, ki kažejo na manjšo dostopnost do paliativne oskrbe po uvedbi zakonov. Jaz pač nočem biti zdaj pesimist, nočem reči, da se taki zakoni pri nas absolutno ne smejo uveljavljati, ampak želim pa opozoriti, da tukaj je nekaj, kar ne drži. Kar se pa tiče avtonomije pa teh stvari, tukaj mi zdravniki dejansko nimamo protiargumenta. To, kar je profesor Keber rekel, obstaja trpljenje, ki je nad bolečino, s tem se jaz strinjam, temu ne moram oporekati. Moram pa povedati, da če bom kot zdravnik vključena v ta proces, moram biti opremljena z strokovnimi termini, kar pa v medicini samo ocenjevanje trpljenja ni. Zato pa še enkrat postavljam vprašanje, profesor Kebru, ko sem ga že prej postavila, zakaj ste izbrali nek vzor, ki je bolj represiven ali pa bolj potiska zdravnike na nasprotno stran, kakor katerikoli drug zakon na svetu. Se vem, da profesor Peterski se s tem so pohvali, ampak meni pa res ni jasen, iskreno. Mi lahko citirate to, ker tukaj pa dejansko ne sledim temu pritisku. Kaj vas v tem zakonu kaže na pritisk? Vi pravite, vsak zdravnik ima možnost izstopati iz tega izvajanja zakona s tem, ko da ugovor vesti. Ugovor vesti mora zdravnik podati proti temu upravljanju te storitve samo v 2 državah na svetu. V vseh drugih državah gre za svoboščino bolnika in ne za dolžnost zdravnika. In dovolite, da vas potem vprašam za poljubno v teh držav, kako potem pride do odobritve pomoči takemu pacientu? S tem, da se od začetka smatra neodvisna komisija. Zdravnik recimo v Švici, vam povem, ker sem res prebrala zakon, tam gre samo za dekriminalizacijo, ampak ker je lečeči zdravnik dolžan narediti, je potrditi diagnozo, zaradi katere potem ta bolnik zaprosi za končevanje življenja. Lečeči zdravnik, tudi če je absolutno proti temu, da ta bolnik naredi samomor, ostane njegov lečeči zdravnik, zaradi tega, ker o tem, a ta bolnik ima to pravico ali ne, odloča neodvisna komisija, zdravnik ima pa še naprej odnos zdravnik-bolnik s svojim. Natanko tako. Mogoče bomo že vedeli v kakšni besedi, ampak natanko tako mi predvidevamo. Dovolite, da pojasnim. Pacient seveda nekje mora začeti ta postopek. Tukaj je bila za odločitev, kje pa naj začne ta postopek. In po naši presoji je najbolj strokovno, najbolj etično, najbolj verodostojno in z najmanjšimi možnimi zlorabami, da ta postopek začne pri svojem zdravniku. Zdravnik ga pozna. Če je to družinski zdravnik, ki pri nas že skoraj odmira, ga pozna mogoče celo življenje, in tega zdravnika tudi potrebujemo, ker zdravnika potrebujemo, da bo na začetku potrdil, da pacient trpi. Ne, da nevzdržno trpi, tega zdravnik ne more reči, to lahko reče samo pacient, ampak da trpi, da ima bolezen ali drugo stanje, ki utemeljuje njegovo prošnjo. Od tega trenutka, samo dovolite, da rečem, od tega trenutka pa lahko pacientu reče, in mu tudi lahko še pojasni, ampak od tega trenutka pa temu pacientu lahko reče, veste sam, jaz pri tem postopku ne bom sodeloval. On to lahko takoj reče. Ni siljen, ampak mora poiskati nasprotno. Ampak profesor Keber, mi smo tukaj že na popolnoma drugem zakonu, kakor velja v Švici. Tukaj zakon, tako bom rekla, jaz sem tukaj precej nečustvena, zaradi tega, ker zakon bo veljal za mene, kakor črka zakona. Mi dva ne morava filozofirati. V Švici je pomoč pri samomoru svobodna možnost bolnika. On gre do svojega zdravnika, on samo reče, ja, ti imaš res rakavo obolenje. Potem lečeči zdravnik s tem postopkom nima več ničesar, ker v resnici lečeči zdravnik edino, kar strokovno lahko pove o tem, je, da ta bolnik res ima to obliko bolezni. Vse ostalo odloča komisija. Pomoč pri končevanju življenja ponujajo posebne organizacije. Lečeči zdravnik s tem nima več ničesar.
No, jaz bi pa ravno rekel, da je to pa prednost našega zakona. No, ampak gospod Keber, Ampak to je unikum v Poglejte, svetu. če smo Švica ima že 3 proti 50 let. 1, Ne, ali bomo več dobili tudi kakšno pozitivno vprašanje? Saj vas jaz občasno pobranim. Ja, dobivate. Ampak sam moramo- eno, ne, ampak Moram vas opozoriti, ker se mi zdi problem, ravno to, kar ste omenili, zdravnik tudi, če uveljavlja ugovor vesti, mora poiskati drugega zdravnika, torej ni več, ni v tem, Ne, piše v zakonu. ni več to v zakonu. V zakonu je, da pacient seznani svojega Nadrejenega. šefa, oziroma temu rečemo izvajalca. In če tudi izvajalec, naprimer direktor Potem komisija zdravstvenega doma, poišče. če gre za javno ustanovo ali pa če gre za koncesionarja, ki je en sam, ki je in izvajalec in zdravnik, v tem primeru se obvesti komisijo, ki potem določi tega nadomestnega zdravnika. Ampak, doktor Keber, vejte, profesor Pleterski to sam poudarja. Mi smo prva država na svetu, ki ima to kot pravico. Jaz vem, da se pravica res lepo sliši, ampak v resnici gre za to prvo državo na svetu, ki to zdravniku naloži kot dolžnost. In jaz tega ne razumem, zakaj Švica ima 50 let že uzakonjeno pomoč pri samomoru. Zakaj bi mi na toplo vodo zdaj uvajali nek zakon, ki je pač res toliko drugačen? Imenujete Švico, ki pravzaprav nima prave pravice, ampak samo je dekriminalizirala, kot ste sami povedali. Svoboščino da to, ne? Svoboščino. Lahko vzamemo druge vzorce, ampak dovolite, da rečem, zakaj mislim, da je to pri nas bolje. Zaradi tega, ker naslovimo, ker je ta prošnja naslovljena na osebo, ki je strokovno, etično, svojo osebno integriteto najbolj primerna, da je udeležena v začetku postopka. Če mi takoj damo neko komisijo, tudi če je sestavljena iz zdravnikov, ki so voljni, ta komisija ne pozna zdravnika, mora zbirati dokumentacijo, neskončno več možnosti je, da se, mislim, ne tako zelo veliko, ampak kljub vsemu več možnosti za napake in napačne presoje. Ta zdravnik tudi pozna družino lahko, pozna zgodovino tega pacienta in v tistem hipu, ko on reče, od tukaj naprej pa jaz več ne sodelujem, je seveda v redu, ampak dovolite, da rečem, tudi ta komisija v Švici potrebuje zdravstvene podatke. To je absolutno res. Potrebuje cel pacientov dosje, da se bo lahko odločala. To pomeni, tudi ta komisija v Švici potrebuje neko sodelovanje zdravnika. Ampak, a veste, kaj je največja razlika, zakaj to večina držav tega nima? Ne? Ker lahko se zgodi, da pride vlada in reče zdravniku, ti pa nimaš več ugovora vesti, kot se je že zgodil farmacevtom lani. Kaj pa potem, če zdravnik če ni prisiljen v to, da mora uporabiti ugovor vesti, potem se tudi to ne more zgoditi. V resnici imamo tukaj... Lahko pride tudi vlada, ki reče, ta zakon več ne velja. Ampak se tega mi nočemo, a veste, mi slišimo te bolnike, tukaj imamo mi 50% še več, skoraj 60% ljudi, ki si to želi. Ampak ne ponovim. Ne ponovim in v tem se razlikujeva. Vi mislite, da je to grozljiva dolžnost ali pa vsekakor neprijetna dolžnost, jaz pa mislim, da je to plemenita dolžnost. Jaz mislim, da je to unikum v svetu in da nihče drug tega ne predpostavlja na ta način kot vi. In mislim, da je vedno nevarno, če si najbolj pameten in se ne oziraš na prakso iz tujine. Pa moram vam povedati, da edini, ki imajo take v bistvu načine zakonov, so tisti, ki imajo evtanazijo. In kar jaz mislim, in kar tudi bo vse kot prej se izkazalo, da je nujno, da bomo iz pomoči pri samomoru prišli na evtanazijo. Ampak s tem se nočem kregati, želim pa povedati, da je to, da mi moramo imeti ugovor vesti, vse preko svoboščine. V naslednjem sklopu ugovor vesti tudi pri abortusu, ker ga ni mogoče drugače če dovolite, rešiti. v naslednjem sklopu vprašanj ravno več o ugovoru vesti. vesti. Da ne bi stopnjevale najne debate. Ravno kar ste omenili, in to je bilo osebno, da sem edini, ki tako misli. Ne, v Sloveniji bi vas, če zakonodajalci. imate dokaz za to, da sem jaz edini, ki tako mislim, Absolutno. ali pa se zadržva na kulturnem dialogu. Ne, edini od zakonodajalcev na svetu, od vseh 10 držav, kjer to obstaja. Ne, tudi to ni res, ampak ta hip nimamo časa, da bi prikazali Načela sta- toliko zakonov. načela sta vidva že Jaz mislim, da je konkretno. res. Načela sta že konkretno ugovor vesti, bomo o tem še po enem kratkem video insertu. Najprej pa, gospa Klarendič, če za vaš en moj izziv, recimo še ena moja dilema, kaj ponudite pa tistemu, ki reče, zame ni nobene sprejemljive metode lajšanja, trpljenja več. Kaj mu ostane? Zdaj vemo, da ima možnost, da se odreče zdravljenju, pa vendar je to to. Ne, v resnici vsak, ki se odreče zdravljenju, ima pravico do neke paliativne oskrbe, ampak jaz se res razumem in tukaj se res ne želim ideološko kregati za profesor Kebrom, ker njihov argument je, so ljudje, ki tega nočejo. Nočejo paliativne oskrbe, oni želijo neko avtonomijo, ki je, kot sva že ugotovila, lahko velika tudi glavni razlog, da se za to odločijo.
Jaz samo To želim... ni ideološki argument. Ne, ni, se zato pravim, da ne greva na ideološki argument. Ne. Jaz to razumem. Ja, da vam jaz rečem, da je to nelegitimen razlog. Ampak jaz se sam mislim, da se zdravništvo s tem res ne sme ukvarjati. Preden nadaljujemo, bi predvajali kratek posnetek kirurga dr. Erika Breclja. Meni je zanimiv, ker je bil vendarle v tem mandatu eden od obrazov te vladne zdravstvene reforme. Zdaj napoveduje, da bo uveljavljal ugovor vesti. Pa poglejmo to in komentiramo v nadaljevanju. Tega ne more od nas zahtevati. Nisem študiral medicine, zato in tega ne bom počel. Ne. Če bodo tu sprejeli, bom dal govor vesti. Pa tudi, če ga ne bom, tega ne bom izvajal. Tudi ne bom iskal ljudi, ki bi to delali. Tu ni moje poslanstvo in tega ne bom delal. A se tisti, ki to silijo naprej, se zaveda, kakšna psihična obremenitev je to za medicinske sestre na oddelkih. Ob vsem delu, ki ga imajo, ob odhajanju iz zahtevnih težkih oddelkov, jih bomo zdaj obremenjevali še z evtanazijo in pobijanjem ljudi. Tega zato ne podpiram. Torej, profesor Keber, kaj če se dobri nameni v praksi obrnejo v subtilne pritiske, o katerih govori vaša kolegica, ne samo na zdravnike, kot recimo stigmatizacija tistih, ki bi uveljavljali ugovor vesti, ampak tudi na hude bolnike. In tu spet moj osebni pomislek, ali je to nek preskok od pogovora v družinskem krogu breme si nam razmisli o domu do breme si nam razmisli o odmerku. Kako ste lahko prepričani, da tega kulturnega premika ne bo s sprejetjem zakona? Najprej moramo vsem komentirati izjavo, ki omenja ubijanje pacientov. Ne? Mislim, to je deplasirana izjava nekega zdravnika, ki temu postopku imenuje ubijanje pacientov. S tem se strinjam. Ne govori o ubijanju. Strinjam se z vami, tudi meni te krilatice za potrebe. Potem je kažete kot prototip nekoga, ki zavrača ta zakon. Mislim, lahko bi izbrali boljši primer, gre ki za bi bolj kulturno pojasnil. Jaz se absolutno strinjam z zdravniki, ki temu nasprotujejo in to znajo argumentirati s pravimi etičnimi razlogi lastne osebne etike. Gospod Brecelj je govoril o Hipokratovi prisegi. Naj se obesijo na štrik, naj naredijo karkoli, naj ne obremenjujejo zdravnikov. To pa seveda so deplasirane in globoko neetične izjave. To morate vedeti. Če pa rečeva, seveda je ta zakon velika sprememba. Ta zakon pomeni dobesedno velik kulturološki premik od misli, kaj je konec življenja, mislim, dejansko, in to je tudi razlog, zakaj se običajno kot kritika uporablja, zakaj pa te pomoči pri končanju življenja v odstotku rastejo iz leta v leto. Ja, seveda, ker ljudje to postopoma počasi sprejemajo in potem se pa ustali. Poglejte, na Nizozemskem 8 let je plato v odstotku pacientov, približno 5% pacientov umrlih se odloči za pomoč pri končanju življenja in tu se ustali. Je pa to seveda velikanski premik na tem področju, kako gledamo na nedotakljivost življenja. To je velika stvar. Nedotakljivost življenja, ki jo razumemo kot nedotakljivost življenja, vrednega življenja, ki jo lahko spremenimo tudi v usmiljanje oziroma pomoč pri končanju življenja. Jaz drugače, kar moram povedati, da sem odlih na enem kongresu in sem se pogovarjala z nizozemskimi nevrologi, in dejstvo je, da se spremeni način razmišljanja in tudi določeni ljudje, oni pravijo, da pač njihovi bolniki, da se zdaj velikrat pogovarjajo z njimi o smrti, da oni velikrat razmišljajo o tem, zelo malokrat se za to odločijo in pravijo, da je enim že sam ta misel, da ima to možnost, da jih to nekako razbremeni. Zdaj, zakaj pa kako, kulturno smo zelo različni, jaz sem po duši demokrat, jaz ne moram ljudem reči, kaj jih bo razbremenil in kaj ne, ampak kar pa bi želela opozoriti pa je, da to jaz res razumem. Želim pa poudariti, da so pa določene stvari v zakonu, ki pa jih ne razumem in kjer mislim, da imam lahko legitimne pomisleke, zakaj so take, zakaj se bojo tako izvajale in kar še želim povedati je, da je tudi dolžno in tudi v zakonu to lepo napišete,
da je pomembno povedati, da pa tukaj ne gre vedno samo za neko mirno smrt. In tudi ta profesor, s katerim sva se pogovarjala, je rekel, da on to absolutno podpira. Sem ga vprašala, če on to mogoče dela. Je rekel, da v bistvu on tega ni sposoben delati, da je samo enkrat to naredil in da mu je bilo to pretežko. Jaz mislim, da tudi zato ena stvar, ki jo ta zakon predvideva, je, da bomo vsi zdravniki, ki smo lečeči zdravniki, to izvajali. Jaz mislim, da je glavna varovalka, ki se da, tudi na Nizozemskem je tak zakon, da se zato potem naredi določeno skupino ljudi, ponavadi sploh ne rabijo biti zdravniki, če gre za pomoč pri samomoru, ki so to sposobni delati. Ker večina, in to moramo vedeti, biološko nismo sposobni vsi zdravniki tega početi. In mislim, da vem, da vi to vidite kot zadnje dejanje usmiljanja, ampak sam ste bil na mojem mestu večino svojega življenja. Veste, da je to lahko za enega zdravnika, nikoli, dokler ste bil aktiven zdravnik. Jaz z vami soglašam. Z vami to soglašam. Zakaj si niste dali tega v zakon? Da mnogi zdravniki ali pa kar veliko zdravnikov prav iz tega osebnega odnosa do tega, da se pri nikom prekine življenje, tega ne bi bili pripravljeni početi. Ampak ne sprejemam pa to, da ti ali pa neki drugi zdravniki, in včeraj sem bil udeležen v eni taki okrogli mizi, kjer so rekli, pa zakaj to ne dela veterinar, ali pa zakaj pa to ne dela mesar. To je rekel zdravnik. In tukaj je zdaj vprašanje, ki ga oziroma ne vprašanje, tukaj je moja trditev, zato ker je zdravnik skozi vso zgodovino, zaradi tega, ker skrbi za življenje in zdravje, daleč najbolj poklicana, etična in strokovna oseba, ki to dela. Če tega ne more delati vsi, ravno tako, kot ne more vsi delati abortusov, splavov in ugovarjajo ugovor vesti. Ampak na koncu se pa dogaja to, kar se dogaja na Poljskem, da umirajo ženske pri črnih splavarjih. Zdaj, ker smo še na splav, doktor Keber, ker to je, v bistvu se velikokrat sprašujemo, ker veste, kaj je problem tukaj? Mi zdaj uzakonjamo splav, ki bo bolj dostopen od kontracepcije. To je tisto, kar res skozi podarjam. Mi bomo imeli v enem mestu dostopen samo splav, ne pa kontracepcije. To je tisto, kar je moj najmočnejši argument, zakaj to mora iti z roko v roki. A veste, katera država na svetu ima najnižjo stopnjo splavov? Nizozemska, ki ima najbolj liberalno seksualno politiko. Ker je bilo na Irskem prepovedan med splav, so imeli skoraj 3-krat več splavov, kot Nizozemci, kjer je to izjemno lahko dovoljeno. No, lepo ste povedali. Ampak to je glih kontra, kot vi govorite. Je kontracepcija težje dostopna kot na Nizozemskem? Absolutno bo paliativa težje dostopna kot pomoč pri samomoru. Ko gre za etiko, če sprav razumem, zdaj smo po vaši logiki, gospod Keber, smo prešli iz etike spoštovanja življenja v vrednotenje življenja, katero je še vredno življenje. To ni razvrednotenje, ne opozorim na izraz. Ne, vrednotenje. Pardon, prosite. Torej, ampak zdaj Slovenija je po etiki, ki jo jaz poznam še po prejšnjem zakonu, recimo pred tem, smo delovali proti samomoru. Torej, pomagamo ljudem, oziroma preprečujemo samomore, imamo celo vedo, imamo zdravstvo, ki to pomaga. Slovenija je kljub temu po številu samomorov druga po vrsti v Evropski uniji, na 100 000 prebivalcev ima samomorov več, samo še Litva. Kako si po tem zakonu predstavljamo pravzaprav preprečevanje samomora še naprej, če zahajamo zdaj v neko dihotomno situacijo, ko na eni strani enim ljudem omogočamo samomor, na drugi strani pa bomo druge prepričevali, saj ni tako hudo. Najprej, ampak seveda to je zadeva razvijanja terminologije, kolegica je omenila, da bi potrebovali tudi izraze. Poglejte, že sama beseda samomor zgodovinsko nosi negativno konotacijo, ker v sebi vsebuje... A je pozitivnega to? Ne oboje, zato ker ne gre za... Dovolite, da dokončam. Samomor v sebi nosi besedico umor. Umor je dejanje, ki ga nekdo drug izvrši proti volji neke osebe. In tudi, ko rečemo samomor, to pomeni sam sebe ubiješ, in tudi v angleščini imamo podobno suicide, je ravno tako negativna konotacija. Do samomora imamo negativen odnos in seveda pri pomoči pri končanju življenja bi morali imeti drug izraz. To ne gre. Ampak profesor Keber, vam lahko pomagam, ker sem... Ne, samo kolega, se upravičujem, veste kaj, profesor Keber bi rada pomagala tukaj, ker se mi zdi, da intelektualno pošteno. Glejte, v bistvu se samomori, samouboj v državah, kjer je omogočena pomoč pri končanju življenja, se v bistvu ostanejo na enaki ravni. Ni tako, da se potem ti ljudje odločijo za prostovoljno končanje življenja.
ker je samomor ali samouboj narejen v neki stiski impulzivnosti, je pač iz teh držav vidno, da še vedno se zgodijo na enak način, ne na ta reguliran način, kot se izvaja. Ne, pa zdaj še jaz vam naprej pomagam. Ja, mislim, ampak ja, se zlorablja. In mimogrede tudi vi, pa vi ne zlorabljate, ampak ste združili samomor, ki nastane v osebni stiski, v nekem trenutku, ki je lahko že čez en dan ali pa čez 2 dni ali pa čez en mesec drugačen in samomor oziroma ki je posledica samomorilnosti, je duševna motnja. In mi se borimo proti temu. Samomor kot duševna motnja in to je teh 400 ali 500 primerov v Sloveniji, je nekaj, proti čemur se zdravniki borimo na vse možne načine. Doktor Keber, sem lahko še do vas zdaj malo zlobna, ampak v prvem predlogu zakona ste pa točno te primere tudi v bistvu dali noter kot tiste, ki bi lahko bili deležni tega zakona. Nikakor. Ampak zdaj bi morala pa vse variante zakona dati na mizo, kar ne gre, nikakor. Izrecno smo opozarjali na to, da je samomor nekaj drugega, kot pa končanje življenja, po premisleku, lahko po dolgotrajnem premisleku, zlasti, če gre kronične bolezni, če ne gre za terminalne bolnike, in dejansko ta samomor, ker nimamo druge besede, mi smo zato rekli pomoč pri končanju življenja, ne ker bi hotel olepševati izraz, ampak ker je samomor preprosto preveč groba beseda in ker ne ustreza. Preden gremo proti koncu, proti zadnjim sklopom vprašanj, morda javnost premalokrat sliši, kakšen je dejansko postopek, ki ga je zakon predvidel. Se pravi, nekdo izrazi pri osebnem zdravniku željo, potem ga čakata najmanj 2 pogovora z osebnim zdravnikom, potem ga čaka mnenje še neodvisnega zdravnika, torej še en pogovor, pa pogovor s psihologom in njegovo mnenje, nekaj odloženih čakalnih rokov, potem presojanje komisije in na koncu izvedba. Zdaj me zanima, dr. Klerendičeva, kje so tiste luknje glavne, ki jih vidite, kar se potencialnih zlorab tiče? Glavna luknja je, da nimamo v bistvu enako uzakonjenega dostopa do dolgotrajne oskrbe in do paliativne oskrbe. Jaz drugače v te pravne varovalke, v tem nimam pojma, nisem pravnik, v to se ne bom vtikala, jaz se vtikam sam v to, kar jaz kot zdravnik lahko Če bi delam. povedali po domače, skrbi vas, da bo lažje na nek način napotiti pacienta proti temu postopku, kot pa v paliativu? Ne, skrbi me, da smo v družbi, ki je tako oportunistična, da se pač moramo tako pogovarjati o tem, kako bomo urejali zdravstveno oskrbo. Jaz mislim, da se pač to da moramo skupaj zdravniki stopati in skupaj z bolniki stopati in pritiskati na sistem, da se omogočijo vse te oblike lajšanja trpljenja in kar še želim, kot zdravnica doseči je, da tukaj ne rabimo ugovora vesti uporabljati, ampak da dejansko gre za svoboščino ljudi in ne represijo zdravnikov. Vsi smo na isti ladji, vi ste tukaj podcast Safari, mi smo isti trop, en drugega moramo braniti, ne pa si skakati v lasi. Zakaj potem se pravi zapis v Mrliškem listu, da je torej, da ni šlo za končanje življenja z asistiran samomor, torej oziroma pomoč pri končanju življenja, ampak kratko lahko rečem, mi kot pisci zakona nismo tako napisali. Ta sprememba je nastala v parlamentu in jo je dobesedno treba v prihodnosti popraviti, ni pa usodna. Ni usodna za izvajanje zakona. Kakšen motiv pa vidite v tem? Vidite kakšen konkreten motiv aktualne politike za to? Ali? Ne, ni bil motiv. Šlo je samo za napačno razumevanje poslancev, kar je predlagala stroka. Namreč tukaj nastopa problem, da moramo kljub vsemu imeti statistiko o glavnem vzroku smrti, naprimer rak, amiotrofična lateralna skleroza. Mi potrebujemo to vitalno statistiko oziroma bolezensko statistiko in da mednarodna klasifikacija sploh še nima gesla za pomoč pri končanju življenja in tudi ne za evtanazijo. Ampak to ne opravičuje, še vedno bi bilo možno narediti drugače in to bo potrebno spremeniti. Ampak naj povem, zaradi tega ne zatajujemo te primere. Komisija vodi register vseh teh pacientov z vsem dosjejem in ga vodi neomejeno dolgo. To, kar pravi po 5 letih ga samo anonimizira. Dosjeji izgubijo ime, ampak se vodijo naprej za potrebe statistike in raziskav. Ste odkimavali prej na tole? Ne, nisem odkimavala. Žal mi je zaradi tega, ker dejstvo je, da imamo zdaj moratorij na zakona. Ne? In zdaj meni je tako žal, da se
ta zakon ni sprejemil za večjim konsenzom. In imam neko tako moralno dilemo in tudi vedno pravim, v tem času, dokler se ne napiše nov zakon, ker si želim, da bi se napisal, jaz mislim, da tem bolnikom, ki imajo neko strah pred tem, da bojo mogli neustavljivo trpeti, da se jim omogoči prostovoljno končanje življenja, magar v Švici, da se to pač pokrije zdravstvenega zavarovanja. Res pa si želim, da ta zakon pač je bolj združujoč in uvaja manj anomalij, kakor jih uvaja ta trenutna oblika zakona, ki pač more tako veljati. Meni je torej žal, da to pač zdaj imamo in s tem bomo mogli operirati. In se mi zdi nefair prodajati pravljice, da bomo pa vse to dodali pa spremenili, ker to ni mogoče, pravno gledano ni mogoče. No, ko smo že pri pravnem vprašanju, me zanima še ena stvar. Ravno to je specifika našega zakona, da se ne zgolj dekriminalizira samo dejanje pomoči pri končanju življenja, ampak da se to uvaja kot pravica. In posledica tega je, da pravzaprav vse te varovalke, ki so dane v zakon, torej zapis, da duševne bolezni niso razlog za odobritev, pa da mora biti recimo, da mora to bolnik sam izvesti, se bojim, da tukaj pridemo na spolsko področje, ko pravzaprav na ravni ustave pridemo na trenutka, ko bo ustavno sodišče to enostavno razveljavilo, ker bo reklo, zakaj pa nekdo, oziroma ko se bo nekdo pritožil, češ jaz pa bi na podlagi duševnega neznosnega trpljenja uveljavljal to pravico, pa je ne morem, sem diskriminiran. Jaz bi jo uveljavljal, pa sem tetraplegik, ne morem sprožiti tizga ali pa pogoltniti. Se pravi, da bodo vse te varovalke, ki so v zakonu, odpadle zelo hitro po sprejemu tega zakona, ravno zato, ker je to pravica in kot taka potem pač enostavno ne more diskriminirati. Najprej, da bi si pojasnili to besedo, ker se seveda uporablja zelo široko pravica. To je pravica iz zdravstvenega zavarovanja, iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, pripada torej načeloma vsakemu zavarovancu, ampak je tudi pravica na ravni človeških pravic, ne kot temeljna človekova pravica, ki vemo, da so zelo omejene, ampak tako imenovana izpeljana, izvedena pravica, ki izhaja iz seveda temeljne pravice, to je pa avtonomija in pa svoboda. Skratka, to je izvedena pravica, kot jo interpretiramo. Zdaj pa, če se vrnemo, ta pravica, tako kot so tudi druge zdravstvene pravice, so omejene lahko. Zdravstvene pravice so lahko omejene naprimer, imamo denarja samo za najhujše primere, ne pa za vse ostale naprej. To smo dolgo časa in se še vedno uporabljajo. Ko se je začela dializa, je bila dializa naprimer možna samo do 65. leta, nad tem letom pa ne več. Skratka, pravice zdravstvene pravice niso absolutne, ampak so vedno v nekem ravnotežju z možnostmi, ki jih daje družba, ampak ob tem pravično razdeljene, po potrebah. In zdaj, če se vrnemo k duševnemu, zdaj bom pa sam na nek način rekel, če se bo, naprimer, kot smo prej rekli, družbena etika razvijala v to smer, da bo začela razmišljati o duševnih boleznih, kot morda v nekaterih drugih državah. Jaz ne vem, kako se bo to razvijalo. Ne vem, kako se bo razvijalo tudi v primeru nekaterih drugih, ampak ta hip in mimogrede, tudi danes duševni bolnik, ki pa je sposoben odločanja samo o sebi, lahko odloča in prosi za pomoč pri končanju življenja, naprimer, če ima raka, če ima amiotrofično lateralno sklerozo in tako naprej. In enako tudi tetraplegik. Tetraplegik, današnja tehnologija omogoča, da tetraplegik požene, naprimer, infuzijo, ne da bi za to potreboval rok, ampak zdaj smo že na tehničnem področju, ki ni ravno prijetno. Če se vrnem na moje vprašanje, Ustavno sodišče je lansko leto razveljavilo zakon o umetni oploditvi samskih žensk, ker je bil češ diskriminatoren, ker pravice ni omogočal vsem. Torej, po tej logiki, hvala Bogu, bo čez 2 leti, 1 leto, 5 let, isto se zgodilo duševnim bolnikom, če jaz razumem vašo logiko etike. Poglejte, spet smo pri družbi. Če bo Ustavno sodišče razsodilo,
da je nekaj v tem zakonu narobe, da krši pravice nekaterih, bo pač to treba popraviti. No, te varovalke so nastavljene v to smer. Ne sprašujte me, kako se bo popravilo, ampak to bo rezultat družbenega dogovora. Na tej točki bi vsak od vaju postavil eno vprašanje sogovorniku in sicer o tistem, kar je po vašem mnenju pri stališču druge strani najtežje razumljivo oziroma najbolj problematično, pa bi vas, dr. Klarendičeva, prosil, da tokrat začnete vi. Jaz sem že vsa ta moja vprašanja v bistvu vprašala. Zakaj ste naredili tak zakon, ki dejansko razdvaja bolnika pa zdravnika in je unikum v svetu? Vem, da zagovarjate pravico, ampak to res ni, ne samo pravica, gre za nekaj, kar isto svoboščino v tujini omogoča bolniku brez tega, kar se bo tukaj zgodil. In če se vam res, mislim, jaz pač ne morem sprejeti, da se uzakoni samo to, ne pa tudi drugih pomoči, lajšanje trpljenja. Jaz mislim, da sem skozi to razpravo na to skušal večkrat odgovoriti. Prvič mislim, da zakon ne pritiska na zdravnike, da ugovor vesti absolutno rešuje problem te stiske zdravnika in da še vedno verjamem, da je zdravnik prava oseba, ki pri tem postopku sodeluje. To je odgovor. Rad bi pa vprašal kolegico to, kar sem jo pa tudi jaz že vprašal na nek način. Ali je res misli, da je nemogoče predvideti, da bi vsaj nekateri zdravniki, mimogrede, nekatere ankete, ki pa niso reprezentativne, ker reprezentativnih anket sploh ni in jih še dolgo ne bo očitno, ampak nekatere ankete so pokazale, da 30% zdravnikov podpira pomoč pri končanju življenja. Ali res mislite, da je tako nemogoče misliti, da bi zdravniki postopoma sprejeli ta pogled na končanje življenja ne kot izgubo bitke za življenje, ampak njihovo dolžnost, da pomagajo trpečemu bolniku dostojanstveno umreti. V bistvu mislim, da ste imeli sam zelo lep odgovor. Potem družba in zdravništvo pokaže, ampak to se mora razviti v etosu, ne pa kot prisila nad zdravništvom. Tako da to mislim, da bi bil moj odgovor. Imam pa še eno vprašanje. Kaj bi vi sam vsaj rekel, če bi bil vi zdravnik v mojih letih? Kaj bi sam sebi rekel? Ja, kako bi sam reagiral? Pogledajte, če bi imel današnji pogled na to. Jaz sem vam povedal, da sem v mladosti mislil drugače. Nisem razložil, da je bil to tudi, ker sem verjel svojim učiteljem, ker sem verjel Hipokratovi prisegi, ker smo imeli absolutno, smo bili zavedeni s pojmom evtanazija od nacističnih procesov, ker se je pojem evtanazija zlorabljal, ker je bila to neprostovoljna evtanazija in seveda zato sploh ni bila evtanazija. No, ampak če to zapustim, če bi imel kot mlad zdravnik danes svoj pogled na to, bi seveda ta zakon sprejemal. Zdaj, preden gremo na vajin zaključni nagovor, bi jaz mogoče v tem podcastu rad obračunal še z enim stereotipom, klišejem. Govorili smo o tem malo preden smo začeli s snemanjem, pa vendar ustvarja se v družbi neka klima sploh okoli kampanj, kot je ta, da so recimo vsi, ki nasprotujejo temu zakonu, nekako desni, volijo tudi desno, so njihove preference intimne takšne, vsi, ki ga podpirajo, so levi, liberalni in tako naprej. Če želita, seveda, ker je tudi vajna pravica, da ostanejo te stvari diskretne, pa vendarle, gospa Klarendič, ste vi volivka desnega političnega pola, morda se nam malo bolj zdi, koga je glede tudi na strankarske preference volil gospod Keber. Jaz moram priznati, da nažalost nimam stranke, ki bi lahko rekla, da bi si želela imeti nekoga, ki bi lahko dala, ne vem, moj glas z veseljem za njega. Sem priložnostna volilka, kar pomeni, da se odločam za vlade, za katere mislim, da bojo upoštevali strokovnost. Moram pa priznati, da me je ta vlada, ki sem sicer jo volila, izjemno razočarala in da trenutno sprejema 4 popolnoma nestrokovne zakone in da je definitivno, ne mislim tako, da se res sprašujem, kam plujemo. Kakšna opomba po črto, gospod Keber, na to temo? Ne, jaz mislim, da je pogled na stranke in na politiko, si ga kar delim s kolegico. Rekel bi pa tudi to, da ja, tudi ljudje, ki sicer vodijo za desne stranke in ki so seveda bolj prevladujoče verniki, katoliki ali pripadniki drugih religij, niso unisono proti zakonu, da so ti odstotki, kljub vsemu se gibljajo okrog 20-30%, ki ta zakon podpirajo,
kar seveda dokazuje to razliko med cerkveno dogmo, v katero sploh ne moreš dvomiti, ne. Danes jim cerkev pripoveduje, da gre za smrtni greh, da ne bojo prišli v nebesa, da jih bojo nekateri pravi izločili iz verskega občestva, če ne bojo glasovali tako in tako. To pomeni, ti ljudje danes nimajo svobodne volje, kako naj volijo, ker jim nekdo drug diktira, kako naj volijo. Ravno zakon bo pa dal možnost, da bojo ti isti ljudje, ker zdaj bojo pa imeli opcijo, kaj bodo izbrali. Zdaj bojo pa svojo lastno voljo in svojo lastno etiko odločali o tem, kako želijo končati življenje. In jaz sem prepričan, da to pomeni tudi neka povečanje avtonomije in svobodnega razpolaganja življenjem tudi zanje. Gospod, jaz moram sicer tukaj intervenirati kot katolik. Ni res, da bi se izločali kogarkoli, zato ker bi je pa v neskladju s krščansko dogmo. Ne? Je on dejansko rekel, vam ni treba hoditi v cerkev. Mislim, dejansko je ta zakon nasprotju s krščansko dogmo, nikogar pa mislim, da ne bodo ekskomunicirali, zato ker bi glasoval na referendumu. No, samo to želim upozoriti, da je to pač zavajanje. Jaz mislim, da uradno seveda ne bodo, zato ker Vatikan misli drugače. Ampak naša cerkev preko posameznih predstavnikov svojih najvišjih ravno to razglaša. Začeli smo z bolj osebno noto, pa še končajmo na ta način. Zato bi prosila oba za nekaj stavkov, ki jih namenita direktno ljudem, ki v nedeljo odločajo. Dr. Klerendičeva, najprej vi, nek vaš osebni nagovor pred nedeljskim referendumom. Ja, jaz mislim, da pač trenutno zakon ga jaz ne vidim kot nekaj, kar mi omogoča, da se res skupaj z bolnikom in z zakonodajalcem borim za skupno dobro. In bi si želela imeti tak zakon, ki spodbuja res ta etos, da smo skupaj v težavah, da zdravnik ni več Bog na piedestalu, ampak da dejansko smo se spustili dol na zemljo, da sodelujemo skupaj in bi res želela, da tudi zakonodajalec te zakone implementira na tak način, da smo tukaj skupaj in da se skupaj borimo. Profesor Keber. Moj nagovor gledalcem je ne kako naj volijo, ampak naj se odločijo potem, kako razumejo, kaj jim ta zakon prinaša ali jim ne prinaša, naj se odločijo, naj tudi tukaj pokažejo svojo avtonomijo, ne delujejo pod prisilami nikoga, ampak naj se odločajo tako, kot sami vidijo, da bi jim koristilo ob koncu življenja. In zavedati se morajo, da pravzaprav odločajo o sebi, o nikomer drugem, da je to pozitivni zakon, ki vsem nekaj prinaša in da odpravlja prepoved. Doslej je bila prepoved pomoči pri končanju življenja. Ta zakon pa pomoč dopušča tistim, ki se jo želijo. Hvala. In daje dolžnost zdravnikom. Ne? Daje dolžnost zdravnikom. Ja, tako kot čisto vse storitve, ki imajo zdravniki, tako kot vse drugi poklici, ki imajo svoje dolžnosti, tako da tukaj je recimo res pretiravanje, ko govorimo o tem. Seveda imamo zdravniki dolžnosti. Imamo dolžnosti do pacienta, do njegovega življenja, do njegovega trpljenja in tako naprej, ampak tukaj spet odpiramo debato, ki za na konec mogoče ni bila najbolj primerna. Končajmo tako, kot smo začeli, torej z zavedanjem, da sta pred nami sedela dva človeka, ki oba izhajata iz sočutja in skrbi za trpeče, čeprav rešitve vidita povsem drugače v nekaterih segmentih. To je torej tema, kjer ne gre toliko za politične zmage in poraze, ampak za to, kako kot družba ravnamo z najbolj ranljivimi. Hvala, ker ste bili z nami in hvala, ker sta bila z nami. In ne glede na to, katero etiko pri ravnanju z bolniki boste izbrali, kakorkoli že boste glasovali, storite to premišljeno in informirano z mislijo na tiste, ki jih ta odločitev najbolj zadeva. Hvala za pozornost.